Zgodba Hyundaia Coupe, kot smo ga poznali do sedaj, je vsaj v Evropi končana. Avtomobil nove generacije z imenom Genesis Coupe pa oblikovno mnogo bolj razborljiv, vozniško superioren, z zadnjim pogonom in pa zmogljivim šestvaljnikom v nosu razvaja Američane. Evropejci pa se bomo vozili z Velosterjem. No, tudi Veloster je nekakšen coupe, pa čeprav ne tako čistokrven kot predhodnik. In medtem ko je slednji na oblikovnem področju kar nekajkrat ustrelil mimo, Veloster že zdaj žanje slavo. Avto je nekakšna zanimiva mešanica med coupejem in pa kombi limuzino, ampak z zanimivim obratom. Na levem boku so le ena coupejevsko dolga vrata, na desni strani pa ima avto dvoje vrat. Prednja so zato krajša, ampak zaradi tega nismo imeli kakršnihkoli težav z dostopom. Ampak tega pa ne moramo reči za zadnja vrata. Vstop v kabino je bil tam zaradi ožje odprtine nekoliko otežen. No, klop pa bo verjetno uporabljena bolj poredko, pa še takrat se bo tam verjetno znašla kakšna športna torba ali pa odložen plašč. Prostora v kabini, predvsem spredaj v višino, res ni veliko, preseneti pa relativno veliko prostora za glave tistih, ki sedijo zadaj. Betice nismo teščali v strop zato, ker se ta zaradi dolge zadnje šipe kmalu zaključi. Kakovost kabine je na visoki ravni. Vse skupaj je videti zelo živahno, kot v takšnem avtomobilu seveda mora biti. Tudi ergonomija ustreza. Sedeži primejo dobro in so tudi udobni. Preglednost je glede na karoserijsko zasnovo pričakovano slaba. Še nekoliko pa je poslabša tisle spoiler zadaj. V prtljažni prostor smo zaradi pravilnih oblik kljub skromni prostornini razpravili razmeroma veliko prtljage, a smo to morali hkrati odlagati v globoko luknjo. Zaradi tega bi križ pri starejših trpel, ampak k sreči bodo ta avtomobil kupovali le mlajši. No, prav mladi pa od tako atraktivnega avtomobila bržkone pričakujejo tudi atraktivno lego in zmogljivosti, kaj ne? No, lega je dobra, oprijema je razmeroma veliko, ampak do voznika preprosto pride premalo informacij. Tako prek sedežev in zadnjice, kot tudi prek nekomunikativnega volana. Tudi motor, 1,6-litrski bencinski agregat športnega stališča Velosterju ne ustreza. Prešibak za resno športno udejstvovanje je sprt z dinamično zastavljenim karakterjem avtomobila. Takšnih težav pa na veliko področjih tehnološko naprednejši tekmeci, kot so na primer Volkswagenov Scirocco, Renault Megane in pa bržkone tudi prihajajoča trivratna Astra, ne poznajo. Omenjeni tekmeci več ponujajo predvsem zaradi bogatejše motorne palete in pa seveda zaradi možnosti izbire sodobnih turbobencinskih motorjev.